S sveto mašo začenjamo obred slovesa odrajenega duhovnika misijonarja Danila Lisjaka. Samo obvestilo, darovi, ki jih boste danes namenili med sveto mašo, bodo za dokončanje cerkve svetega Janeza Boska v kraju Peče Ačojo v severni Ugandi, ki jo je rajni Danilo prav v tem času dokončeval. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami. Dragi bratje in sestre, ta velikonočni pozdrav in dar ostalega Gospoda Jezusa naj v resnici sedaj napolni srca čisto vseh med nami in srca vseh tistih, ki so povezani z nami v ljubezni in hvaležnosti do pokojnega duhovnika misijonarja Danila. Poslavljamo se od njega, od njegovega zemeljskega življenja z veliko hvaležnostjo dragemu Bogu za to, da mu je dal talente, s katerimi je mogel s takšno srčnostjo in vztrajnostjo oznanjati njegov evangelij, izpolnjevati naročilo pojdite po vsem svetu. Hkrati ga izročamo Božji usmiljeni ljubezni, kakor za Božjo usmiljeno ljubezen prosimo za vse ljudi. Prosimo pa tudi, naj to slovo od pokojnega duhovnika in misijonarja okrepi in poglobi našo vero v vstajenje in življenje, da bomo to vero prinašali svetu, ki potrebuje vero v vstajenje in v življenje. Najprej pa prosimo za odpuščanje svojih grehov, da bomo vredno obhajali to sveto srečanje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.
molimo. Gospod Bog, nakloni prosimo, da bo duša tvojega služabnika, duhovnika Danila, ki si ga v življenju na tem svetu počastil sveto duhovniško službo, vedno veselo prebivala v nebeškem domu. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu svetega Duha živi in kraljuje na vse veke vekov. Berilo iz apostolskih del. Tisti, kateri so se razkropili zaradi preganjanja, ki je bilo nastalo ob Štefanovem času, so prišli do Fenicije in Cipra in Antiohije, vendar nauka niso znanjali nikomur drugemu, kakor le Judom. Bilo pa je med njimi nekaj mož iz Cipra in iz Cirene, ki so po prihodu v Antiohijo tudi Grkom oznanjali blagofest o Gospodu Jezusu. Gospodova roka je bila z njimi in veliko število jih je verovalo ter se spreobrnilo k Gospodu. Prišel je pa glas o tem do Jeruzalemske cerkve in poslali so Barnaba v Antiohijo. Ko je ta prišel in videl Božjo milost, se je razveselil in je opominjal vse, naj z odločnim srcem vztrajajo v Gospodu, kajti bil je odličen mož in poln svetega Duha. In pridružila se je Gospodu velika množica. Nato je odšel v Trs po Savla in ko ga je našel, ga je vzel s seboj v Antiohijo. Celo leto sta bila skupaj v tej občini in učila sta veliko množico in najprej so v Antiohiji učence imenovali kristjane. To je Božja beseda. Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. Dragi Timotej, prosim te pri Bogu in Kristusu Jezusu, ki bo sodil žive in mrtve. Oznanjuj besedo, vztrajaj v ugodnih in neugodnih okoliščinah. Prepričuj, grajaj, spodbujaj z vso potrpežljivostjo in poučevanjem. Prišel bo namreč čas, ko nekateri ne bodo prenesli zdravega nauka, ampak si bodo po svojih željah poiskali veliko učiteljev, ker hočejo ustreči svojim ušesom. Ušesa bodo obračali proč od resnice in zabredli v bajke. Ti pa bodi v vsem trezen, pretrpi nadloge, opravi poslanstvo evangelista in izpolni svojo službo. Jaz se namreč že izlivam kot pitna daritev in napočil je trenutek mojega odhoda. Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej je zame pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo tisti dan dal Gospod, pravični sodnik. Pa ne le meni, marveč vsem, ki ljubijo njegovo pojavitev. To je Božja beseda.
z vami. Iz svetega Evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Takrat so v Jeruzalemu obhajali praznik tempeljskega posvečenja. Bila je zima in Jezus je hodil v templju po Salomonovem strebrniku. Obstopili so ga Judje in mu govorili: Doklej nas boš pustil v negotovosti? Če si ti Kristus, povej nam odkrito. Jezus jim je odgovoril: Povedal sem vam, pa ne verujete. O meni pričajo dela, ki jih izvršujem v imenu svojega očeta. Toda vi ne verujete, ker niste izmed mojih ovac. Moje ovce poslušajo moj glas in jaz jih poznam in hodijo za menoj. Jaz jim dam večno življenje in ne bodo se pogubile nikoli in nihče jih ne bo mogel iztrgati iz moje roke. Moj oče, ki mi jih je dal, je večji kot vse in nihče jih ne more iztrgati iz očetove roke. Jaz in oče sva eno. To je Kristusov evangelij. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. To Jezusovo navodilo njegovim apostolom si je Danilo zapisal na podobico ob svoji srebrni maši leta 2006 in kaže na notranji vzgib vsega njegovega duhovniškega in redovniškega delovanja, ki je odgovor Jezusovemu klicu, da se je kot misionar dal docela na razpolago za širjenje Božjega kraljestva med narodi, ki še ne poznajo Jezusove vesele blagovesti. Poslavljamo se v duhovnika, salezijanca, misionarja, ki je globoko zaznamoval afriške dežele ob velikih jezerih, neizbrisen pečat pa je pustil tudi pri številnih prijateljih in dobrotnikih v Sloveniji in širše, ki jih je pridobival kot sodelavce za svoje poslanstvo. Prihodnje leto, 2026, bi Danilo obhajal 40 let svojega misijonskega delovanja, 45 let duhovništva in 75 let življenja. V tem obdobju se je nabralo toliko dogodkov, zgodb, projektov, toliko trpljenja, pa še neizmerno več znamen upanja, da je to nemogoče strniti v ta opis. Poleg že vsega napisanega in posnetega materiala bi bila potrebna zajetna biografija, ki bi opisala veličino in kompleksnost osebe in poslanstvo Rajnega sobrata. Življenjska pot. Življenjska pot sobrata Danila se je začela 4. avgusta 1951 v vasici Saksit. Nekaj dni pozneje, na praznik svetega Lovrenca, 10. avgusta, je bil krščen v Zaloščah v župniji Dornberg. Odraščal je v rodovitni Vipavski dolini, sredi vinogradov ter nasadov oljk in breskov. Otroštvo je preživel ob očetu Francu in materi Viktoriji ter svojih bratih in sestrah. Ob globoko vernih starših se je tudi sam oblikoval in krepil svojo vero, ob njih je okušal lepoto družinskega življenja in se navzel trdnosti in podjetnosti očeta ter materine skrbnosti in topline. Ob očetu, naprednem in uspešnem vinogradniku in poljedelcu, ki ga je Danilo cenil in občudoval, je tudi sam začutil, da mora v življenju narediti kaj velikega. A notranji glas, ki ga je vodil, mu je kmalu dal slutiti, da njegovo življenjsko delo ne bo med domačimi vinogradi, ampak da ga Bog kliče na delo v nek drug vinograd, v Gospodov vinograd.
Zato je v želji, da bi odgovoril na Gospodov klic, po koncu osnovne šole potrkal najprej na vrata malega semenišča v Vipavi, nato pa odšel k salezijancem v srednjo versko šolo v Želimlje. Tu je opravil tudi leto noviciata, izpovedal za obljube in postal redovnik salezijanec. Bogu je obljubil, da bo vse življenje sledil zgledu svetega Janeza Boska in tudi sam podaril svoje življenje v blagor mladih, zlasti najbolj ubogih in pomoči potrebnih. Po novi maši leta 1981 se je Danilo z vsem srcem posvetil pastoralnemu delu, najprej na Rakovniku, nato pa v Cerknici. Nekje globoko v njem pa se je močno prebujal Božji klic, da se posveti rasti Božjega kraljestva preko meja domovine. Pomembno vlogo pri tem je imela njegova povezanost z njegovim rojakom Ernestom Saksidom, velikim salezijanskim misionarjem v Braziliji. Navduševal ga je njegov lik in v njem prebujal misijonski poklic. Po odločitvi za delo v misijoni ga pot ni vodila v Brazilijo, ampak v Afriko, ki je prav tedaj z odločitvijo salezijanske družbe Načrt Afrika na stežaj odprla vrata tudi salezijanskim misionarjem. V misijon je Danilo odšel 16. oktobra leta 1986, najprej v Ruando in po prihodu v Afriko in prvih stikih z afriškim ljudstvom je postalo očitno, da bo poslej Afrika njegova druga domovina in polje njegovega misijonskega dela. Seznam krajev in držav, v katerih je Danilo deloval v skoraj 40 letih svojega misijonskega prizadevanja, je dolg. 87 Butare, Ruanda, 88 Goma, Kongo, 92 Kimihurura, Ruanda, 94 Butare, Ruanda. Takrat je bil tudi kar nekaj časa pogrešan med državljansko vojno v Ruandi, ko smo že skoraj obupali in mislili, da je mrtev. Leta 96 Bujumbura, Burundi, 97 Rokago, Burundi. Vmes je bil leta 2000 župnik v Hamiltonu v Kanadi, nato pa ponovno v Afriki. 2001 Lubumbaši, Kongo, 2 Goma, Ngangi, Kongo. Tukaj 17. januarja izbruhne vulkan, a lava se čudežno ognje njegovemu misijonu. 2007 Kamuli, Uganda, 8 Rokago, Burundi, 10 Kimihurura, Ruanda in od 11 do 25 Gulu, Atede, z nekaterimi obdobji v Sloveniji, v Ankaranu in na občinah pri Trstu. Nekaj poudarkov, ki kažejo njegovo človeško, duhovno in misijonsko podobo. Afrika ga je obrnila na glavo. V nekem intervjuju je Danilo opisal misijonski realizem in hkrati realizem. Ko si mlad, misliš, da boš obrnil Afriko na glavo, potem pa Afrika obrne tebe. Današnjemu človeku je Afrika kraj, kamor je lepo iti na kakšno turistično potovanje, safari ali kakšno drugo eksotično izkušnjo. Ko pa je Danilo govoril o Afriki, so se mu oči svetile drugače. Prevzela ga je sočutje in ljubezen do afriškega človeka, še zlasti ob brezštevilnih pomoči potrebnih mladih, v katerih je odkril izredno bogatstvo in željo, da bi v življenju uresničili nekaj lepega in velikega. Navduševala ga je njihova preprostost, veselje in odprtost življenju. Še bolj kot rodovitna afriška zemlja ga je navduševala njihova odprtost za Jezusa Kristusa in njegov evangelij. Kaj so mu pomenili ti ljudje, lahko razberemo iz ene njegove izjave. Živeti s temi ljudmi je izjemen privilegij, dar, ki se ga nisem zaslužil. Ko to spoznaš, si vedno bolj njihov. Takrat ti ljudje, s katerimi živiš in za katere delaš, ne smrdijo več. Postanejo kot vonj kadila. Sam pri sebi si je obljubil, da bo dal vse svoje moči za ljudi v osrčju Afrike do konca. Zato se je tja vedno znova vračal, tudi ko so se poti zdele nemogoče. Človek konkretnih dejanj ljubezni. V Matejevem evangeliju beremo: karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti,
Tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, voječi sem bil in ste prišli k meni. Ko se je Danilo odločil za Afriko, je pri njem prevladal socialni čut. To, da bo lahko s svojim delom konkretno pomagal za vsestranski razvoj afriškega človeka. Preden komu začneš govoriti o Jezusu, ga moraš 7-krat nasititi, je znan rek misionarjev. Zato je Danilo gradil vrtce, šole, bolnišnice, pa tudi cerkve, župnijske domove in prostore za salezijansko skupnost. Praktičnost, podjetnost in neutrudna delavnost so gotovo bile med njegovimi najbolj izstopajočimi lastnostmi. Kot Don Bosco je imel dan in noč v svojih mislih to, kako bi ljudem pomagal. Koliko ljudi je nasitil, koliko jim rešil življenje, koliko jim omogočil dobro vzgojo in izobrazbo in s tem dostojno življenje. To je nemogoče popisati in to ve samo Bog. Njegov sobrat Arazu takole opiše pogovor, ki ga je imel ob Danilovi bolezni pred nekaj meseci in ki dobro opiše to, v kar je bil Danilo prepričan. Pravi takole. Ko sem ga videl bolnega in utrujenega, sem mu rekel: Oče Danilo, počivaj prosim, niti treba graditi in plezati po delovišču. Ostani z nami, spoveduj, opravljaj pastoralna dela in mi bomo poskrbeli zate. Te besede so bile dovolj, da so ga razburile in ves nezadovoljen je rekel: Zaobljubil sem se, da bom delal kot aktivni misionar vse do smrti. Če mi preprečite delo, me boste ubili. Ali me hočeš evtanazirati? Hitro je vzel avto in majhno torbo ter v jezi odšel. Vendar se je čez nekaj časa vrnil, še večjim navdušenjem nad delom. Človek široko mrežo prijateljev, sodelavcev in dobrotnikov. Njegova glava je bila neizmeren vir idej in Danilo je kmalu zaslutil, da jih ne bo mogel uresničiti sam. Zato si je spletel mrežo prijateljev, sodelavcev, dobrotnikov in podpornikov in jim dal čutiti, da so soustvarjalci njegovega misijonskega dela. Težko bi našteli vse oblike duhovne in materialne pomoči ter vse kontejnerje, ki so prispeli za njegov misijon in mu omogočili uresničitev njegovih skoraj neverjetnih načrtov. Večina teh darov je bilo sad slovenskih dobrotnikov. Mnogi so se mu tudi pridružili na misijonskih postojankah kot prostovoljci za različne oblike pomoči. Danilo, uspešen v pridobivanju dobrotnikov in zbiranju darov, pa je ostal vedno osebno skromen in ubog ter se kot misionar zadovoljil le z najnujnejšim za svoje življenje. Večkrat smo bližnji rekli, naj si kupi kakšno boljšo obleko, pa je le skromno zamahnil z roko in se zasmejal, češ, saj je dobro. V njegovi sobi so posmrtni našli le nekaj ponošene obleke in kozero s hrano. Silovit in ognjevit človek. Kot je po eni strani imel mnoge občudovalce in prijatelje, pa si je po drugi strani nakopal tudi kar nekaj nasprotnikov. Bil je neukročen vulkan energije, za katerega se ni vedelo, kdaj in kako bo izbruhnil. In zato je bilo včasih kar zahtevno živeti in delati z njim. Impulziven kot je bil, se je včasih zgodilo, da je prehitro izustil kakšno besedo ali sodbo, ki je koga tudi prizadela in s tem ohladila kakšen odnos. Kako so ga bolele razne krivičnosti. Po želji po odpravi le-teh nikoli ni izbiral poti politične korektnosti, temveč poti jasne in odločne besede, ki so mu nakopale tudi izgon in razne druge nevšečnosti. Zelo je bil vztrajen in prepričan v svoj prav, od katerega ni odstopal. Sam je rekel, da življenje v misijonih zahteva kar precej trtoživosti, odpornosti, precej tiste zdrave kmečke trme, ki je nič ne pobije, ampak gre vedno naprej ter vztraja in vztraja. Po drugi strani pa je bil kot Primorec vesele narave, odprt, družaben, pozoren, darežljiv, izjemen pripovedovalec zgodb, nekdo, ki je znal čarati. Po značaju me malo spominjal na apostola Petra, moža prav tako z ognjevitim značajem,
ki pa ga je Jezus obrusil, poklical in uporabil za širjenje Božjega kraljestva. Prav tako je Jezus poskrbel, da se je po silovitem in ognjevitem Danilovem značaju širilo in utrjevalo Božje kraljestvo. Misionar z globoko vero. Če bi se ustavljali samo pri naštevanju dejavnosti in projektov, ki jih je Danilo izpeljal, bi zgrešili bistvo. Misijonski križ, ki ga je s ponosom nosil, ni bil le okras. Zavedal se je, da je v prvi vrsti misionar, kjer ga je Bog poklical, da bi hodil po Kristusovih stopinjah in oznanjal ter delil njegovo ljubezen. Zveličanje afriške duše je bila njegova primarna skrb in tu tiči razlog njegovega garaštva. Z veliko vnemo je pripravljal družine in otroke na krst, prvo sveto obhajilo in birmo. Mlade je spremljal v pripravi na prejem zakramenta svetega zakona. Vsem pa ure in ure v spovednici delil milost odpuščanja in sprave. Tudi sam osebno je skrbel za redno prejemanje zakramenta sprave. Sobratje pričujejo, kako velika je bila njegova ljubezen do Evharistije, Marije in Don Boska. Kljub obilici dela ni izpuščal rednega dnevnega molitvenega življenja. Da je bil Božji človek, pove tudi to, da v katerokoli skupnosti prišel na obisk, je stopil najprej v kapelo in tam pozdravil Jezusa. Tudi najino zadnje srečanje v decembru je bilo v kapeli v Rimu, v naši generalni vrhovni hiši, ko sva se pogovarjali o njegovi prihodnosti in Bogu izročila, da naj se zgodi njegova volja. Misionar z neustrašeno ljubeznijo. Danilo je na poseben način združil svoj značaj in svojo duhovnost. Kot že rečeno, je samo v luči vere mogoče pravilno razumeti njegovo poslanstvo, neutrudno delovnost in neustrašenost. Tudi pred grožnjo smrti, ki je v času pokola v Ruandi večkrat gledal v oči. Kljub tej grozni izkušnji se v njem ni omajala vera v Boga, ki je ljubezen, in po tej izkušnji se je v njem le še bolj okrepila predanost misijonom, kar potrjuje njegov pretresljiv zapis iz tistega časa. Ruanda, dežela mučencev, ljubim te kot nikoli doslej. Človeško večkrat trepetam, priznam, toda moji prijatelji mučenci mi z onstranstva šepetajo. Danilo, vstani, varujte svete ostanke, ki jim morilska roka, ena ali druga, ni mogla odvzeti zemeljskosti. Nekega dne se srečamo, čakamo te. Hitro bomo zreli za ta trenutek. In Danilo je dozorel za ta trenutek. Čeprav je bilo v zadnjih letih iz različnih razlogov precej ovir v uresničevanju njegovih načrtov, pa se je v zadnjih mesecih le našla možnost, da se je vrnil na svoj misijon z namenom, da dokonča projekt izgradnje cerkve svetega Janeza Boska v Peče Ačojo v Ugandi, ki jo je gradil s pomočjo dobrotnikov in sodelavcev iz Slovenije. Kot je obljubil oziroma si je želel, da bo aktiven misionar vse do smrti, tako se je tudi zgodilo. Vendar ne na način, kot smo ga pričakovali. Ko se je v petek 25. aprila popoldne z avtomobilom vračal v Atene, se je z veliko hitrostjo zaletel v tovornjak, ki je pokvarjen stal ob cesti. Zaradi silovitosti trka je bil Danilo takoj mrtev. Novica o njegovi smrti nas je vse presenetila in pretresla. Po pogovoru s sobrati in sorodniki, ki so mu predvsem v zadnjem času, v njegovem negotovnem obdobju življenja, postavljali varno in domače zavetje, smo se odločili, da rajnega Danila pripeljemo v Slovenijo. V polnosti do zadnjega diha je podaril svoje življenje ljubljenim ljudem v osrčju Afrike. Po drugi strani pa je Danilo sad Salezijanske družbe in Slovenske cerkve in je zato prav, da dobi svoj zadnji počitek v Sloveniji. Svoje zadnje delo, gradnjo cerkve, je dojemal kot krono svojega misijonskega dela oziroma kot piko na i vsega, kar je naredil. Nekaj je še potrebno, da bo delo dokončano, zato vas vse vabim, da po svojih močeh pomagate, da bi se to delo zaključilo. V zahvalo Danilu in v blagor tamkajšnjih kristjanov. Sobrati duhovniki, sestre in ljudje, za katere je delal, so se od njega poslovili v torek 29. aprila v mestu Gulu Atene.
Lepo in galjivo slovo je potekalo v cerkvi, ki ima močan slovenski pečat, kajti tudi to cerkev je zgradil Danilo s pomočjo sredstev in sodelavcev iz Slovenije. V petek 9. maja pa je bila maša zadušnica v njegovem rojstnem kraju v Zaloščah, kjer so se od njega lepo poslovili tudi domačini in župljani. Dragi sobrat Danilo, letos Salezijanci praznujemo 150 let od prve Doboskove misijonske odprave v Argentino. Ti si del velike množice misionarjev, ki so se odpravili širom po svetu z namenom, da bi širili Božje kraljestvo na način, kot nam ga je pokazal naš ustanovitelj Don Bosco. V tej množici misionarjev vas je bilo skoraj 100 iz naše slovenske inšpektorije. Izprosi pri Bogu milost, da bi imeli mladi tudi danes odprto in neustrašeno srce, srce, ki bi gorelo za Boga in bi bili pripravljeni v polnosti sodelovati za delo v Gospodovem vinogradu. Danilo, v imenu Salezijanske družbe se ti iskreno zahvaljujem za dar tvojega življenja, za tvojo zvestobo, za tvojo neutrudno, predano in neustrašeno ljubezen, ki si jo podaril kot misionar v osrčju Afrike. Hvala ti za tvoje misijonsko navdušenje, s katerim si mnoge okužil tudi v Sloveniji. Hvala ti za tvoj zgled zakoreninjenega življenja v Jezusu. Od zemeljskega življenja si se poslovil v velikonočnem tednu, ko praznujemo življenje z veliko začetnico, tik pred praznikom Božjega usmiljenja. V njegovem srcu, v srcu usmiljenega Boga Očeta, vsi najdemo odpuščanje, mir, tolažbo in počitek. Kot delavec v njegovem vinogradu si vse življenje skrbel za druge, sedaj pa naj on poskrbi zate in ti da večno nagrado za vso podarjeno ljubezen. Amen. Bratje in sestre, v upanju, da bo Jezus Kristus naša umrljiva telesa preoblikoval po svojem poveličenem telesu, smo zbrani pri sveti daritvi za pokojnega duhovnika, misionarja Danila. Ko se poslavljamo od njega, se obračamo k tebi in te prosimo. Za rajnega misionarja Danila, ki je pri svetem krstu po redovnih zaobljubah in duhovniškem posvečenju prejel poslanstvo oznanjevalca evangelija. Podeli mu večno prebivališče med svetniki. Sliši nas. Za rajnega misionarja Danila, ki je užival Kristusovo telo in kri ter udeležbo pri tej vzvišeni skrivnosti omogočal tudi vernemu ljudstvu. Obudi ga Gospod poslednji dan. Prosimo te, usliši nas. Za naše sorodnike in dobrotnike, zlasti tiste, ki so v misijonskem prizadevanju rajnem misionarju Danilu svojo podporo stali ob strani. Gospod, podeli jim za njihov trud večno plačilo. Prosimo te, usliši nas. Za vse, ki so zaspali v upanju na vstajanje, Gospod dobrotno jih sprejmi ključi svoje slave. Sliši nas. Za vse, ki smo danes tukaj zbrani v trdni veri in upanju v večno življenje. Gospod, zberi nas vse v svoje slavno kraljestvo. Usmiljeni Bog, tvoj sin je umrl za nas, ti pa si ga obudil od mrtvih. Usmili se duhovnika Danila in vseh rajnih. Pridruži jih velikonočni zmagi Jezusa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
bratje in sestre, naj Bog, naš dobri Oče, sprejme to daritev. Vsemogočni Bog, obhajamo svete skrivnosti in te prosimo za tvojega duhovnika, misionarja Danila. Tukaj nam je v zakramentu delil večne darove. Naj v večnosti gleda tvoje sveto obličje po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. In pravično je. Res se spodobi in je pravično, primirno in zveličavno, da se ti vidno in povsod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. V njem nam je zasijalo upanje blaženega vstajenja, resna žalosti usoda smrti, tudi tolaži nas obljuba prihodnje nesmrtnosti. Tvojim vernim Gospod se življenje spremeni, ne pa uniči. Ko smrtjo razpade šotor našega bivanja na zemlji, nam je že pripravljeno večno bivališče v nebesih. Zato z angeli in nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da bo Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.
Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega sina, njegovega čudovitega vstajenja in dnevohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in gled v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. One nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi. Najprej s prevlaženo devico, Božjo materjo Marijo, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, sveto Marijo Dominiko Mazzarelo in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu mir in zveličanje. Utruj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Stanislava, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spomni se našega brata, salzijanca, duhovnika, misionarja Danila, ki si ga z tega sveta poklical k sebi. S krsto, redovnimi zaobljubami in duhovniškim posvečenjem si ga pridružil svojemu sinu in njegove smrti. Naj z njim tudi ostane v večno življenje, ko bo iz zemlje obudil telesa umrlih in bo naše borno telo naredil podobno svojemu poveličanemu telesu. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo tudi druge naše rajne brate in sestre in vse, ki so se tvoji milosti ločili iz tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo. Tedaj boš otrl vsako solzo z naših oči, ker bomo tebe, svojega Boga, gledali, kakršen si. Tebi bomo podobni na vse veke in te bomo brez konca hvalili v našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in pri Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke velikov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo,
Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Ti sprejemaš naše rajne v srečo večnega življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Dragi bratje in sestre, pred obhajilom si sežemo v roke in si podarimo mir. Verjetno večina ni mislila, da je zadnjič segla v roko pokojnemu Danilu, ko ste se zadnjič srečali. To je sedaj le priložnost, jaz vas povabim, da mu v srcu sežete v roko, ga prosite za odpuščanje, mu odpustite in drugemu podarimo mir, s katerim on stopa pred očeta, mi pa naprej živimo svoje življenje kot kristjani, priče Jezusa Kristusa na tem svetu. Podajmo si roke in podarimo si mir. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
blagor povabljenim na njegovo gostijo.
ko smo prejeli zveličavni zakrament, prosimo tvoje usmiljenje, da svojemu služabniku, salezijancu, duhovniku in misionarju Danilu, ki si ga na zemlji postavil za oskrbnika svojih skrivnosti, omogočiš, da bo v nebesih užival njihovo razkrito resnico po Kristusu našem Gospodu. V nadaljevanju bo sledilo nekaj besed slovesa, najprej v imenu sorodnikov, nečakinja pokojnega gospa Mateja Peršolja. Dragi stric Danilo, na papežev dan pogreba smo izvedeli novico, da si umrl v prometni nesreči. Umrl si tam, kjer si najbolj želel, v črni Afriki ob Belem Nilu. To si nam v zadnjih letih večkrat povedal. Tvoje življenje si posvetil mladim. Z vzgojno, organizacijsko, gradbeniško žilico si lepšal svet, otrok in mladih kot tvoj zornik Don Bosco. Sirotam vojn in izbruha vulkana si omogočil dom, hrano in izobrazbo. Spomnim se, ko si nam kazal slike in diapozitive 50 sirot, starih manj kot leto, na kahlicah in otroških posteljicah sobe tvojega misijona. Več 100 jih je našlo dom v tistem misijonu, več tisoč pa edini dnevni obrok v prostorih, ki si jih zgradil po svojih načrtih z neomajno voljo ob pomoči domačih dobrotnikov. Oba moja brata in tudi bratrance, gradbenika in strojnika, si pogosto prosil za nasvete in gradbeni material, ampak zaključil si, to je Afrika, malo kmečke pameti bomo uporabili in bo šlo. V tvojem misijonu so se mladi učili branja, pisanja ter osnovnih poklicev. Genocidna vojna v Ruandi, ko si bil skupaj z domačini zaprt v cerkvi, kjer so poklali ljudi in si jih z lastnimi rokami zagrebel v zemljo, te ni omajala v veri. Še z večjo nemo si nadaljeval poslanstvo. Spomnim se, kako ti je bilo težko, ko si bil že doma in si se v nočnih morah zbujal ob slikah tega, kar si preživel. Vulkan, ki je izbruhnil in zalil 2-milijonsko mesto Goma, je čudežno prizanesel tvojemu misijonu, kar kaže na veličino tvojega dela. Ostal je otoček med tokovi lave. Ko smo bili majhni, si nam rad namenil svoj čas. Zabaval si nas z oponašanjem mačke. Tisti, ki ste ga poznali in ste bili otroci, ste bili deležni te njegove zabave. Pogosto si nas rad obiskal v času kosila in si vedno pohvalil mamine jedi, ki so te spominjale na kuhinjo naše none Torce. Še danes se spomnim posebnih lizik, ki si nam jih dal. Takrat so bile še redke v mojih časih. Bile so posebne, so imele žvečilni gumi na sredini in taki se ni našlo v trgovini. Odkar pomnim, smo ti pomagali nabirati gradbeni material, razne učne pripomočke. V šolah smo zbirali sošolci zvezke, svinčnike, stare table, vse je šlo v Afriko. In že ko sem bila majhna, se spomnim, ko sva z mojim nonotom, Adolfom Koglotom, upokojenim učiteljem in ravnateljem, na prepustnico švercala ploščice za Rakovnik, dom na Vskovnici in verjetno še kam, kamor niti ne vem. Nono je točno vedel, kdaj bo kdo od nekdanjih učencev ali pa nekdo, ki ga pozna, carinil na meji v Mirnu. Mene je naložil v avto za kamuflažo, rekoč, da me pelje na blagodejni morski zrak v Sestjan in sva vozila polne prtljažnike opreme, največkrat ploščic. Nikoli mu niso pregledali prtljažnika, tudi če je bila stoenka, komaj še vozila, ki je bil tako poln prtljažnik. S kakšnim pogledom ali pa pomežikom je bila zadeva rešena. Vsak tvoj odhod in prihod iz Afrike smo obeležili srečanjem pri Noni na Saksidu. Zbiral si nas okrog sebe z dogodivščinami ob diapozitivih afriške narave, živali, ljudi in predvsem otrok. Tudi danes si nas bral.
Povedal si nam zgodbo o opici, ki je prisedla na sovoznikov sedež in bila kriva za eno od tvojih številnih avtomobilskih nesreč, ki si jih preživel. Pripovedoval si nam o skrivanju po džungli, ko vojakom nisi hotel izročiti denarja. Pripovedoval si o tem, kako ga zakoplješ pod palmo, da lahko gradiš šole in hiše, katerih lastniki so otroci. Starši so jih namreč prvič, ko so bili lačni, prodali. Tako si nam povedal. Želeli smo slišati, kako zvenijo afriške besede, molitve, sveti angel, oče naš, v različnih afriških jezikih, kar 10 si jih govoril. Čeprav v osnovni šoli so ti povedali, da nisi nadarjen za jezike in si komaj naredil osnovno šolo. S tabo smo odkrivali pristne okuse pravih banan, arašidov, kasneje kave in s tabo sanjali o lepotah črne Afrike. Opisoval si nam jo tako, da kot otroci smo si želeli s tabo tja. Sanjali smo, da gremo s tabo kar v kovčku tvoje prtljage. Bil si srečen v Afriki. Večkrat si povedal, da si se vrnil v čase svojega otroštva. Tam so bila kolesa glavno prevozno sredstvo, kot nekoč na Saksidu. Ko smo bili najstniki, si nas bratrance in sestrične peljal na Triglav. Z nami si obujal spomine poletnih taborov za mlade na Uskovnici. Ko gledam nazaj, so bili vsi tvoji misijoni in življenje en velik tabor mladih in otrok, ki si jih rad vozil na izlete v naravo. Ob nedeljah na Gospodov dan si nam kazal, kako sirote naložiš na kamion, jih pelješ na dričanje po pesku v bližnji kamnolom in na kopanje v jezero Kivu. Tako so vsaj kakšen dan okusili radosti brezbrižnega otroštva, nam si pa s pripovedovanjem približal afriški svet in miselnost, nam omogočal širino in priložnost, da nam življenje tukaj ni bilo samoumevno. Vsaka 3 leta približno si prišel domov na remont, si rekel. To je pomenilo na preglede, zdravljenje in nabor novih moči in darov. Takrat si na bratovi kmetiji rad dal kakšno roko pri obiranju grozdja in breskev. Ni bilo enkrat, ko si vznemirjen klical vse brate in sestre, med njimi tudi mojo mamo, naj takoj pridemo na Saksid, polne mehke in črvive breskve, ki jih je stric hotel zavreči, saj niso bile primerne za prodajo. Mislim, da se ti mama takrat ni upala reči ne in smo šli v akcijo kuhanja marmelade. Otroci v Afriki so lačni, smo slišali ob vsakem neprimernem ravnanju s hrano. Ti si poznal svet lakote, mi pa svet izobilja. Nisi znal imeti kratkih maš, kot v Afriki si izgubil občutek za čas, a ti nismo zamerili dolgih pridig z zgodbami. Izgovoril si se, da je 1,5 ure še kratka maša v primerjavi s tvojo 3 ali 4 urno afriško. Kazal si nam posnetke maš, polnih pesmi in plesa z ministranti v pisanih oblekah in zvončki na nogah. Zate je obstajal le čas sončnega vzhoda in zahoda, zato tudi tvoje zamude na kosila, velikokrat smo te čakali, večerje ali celo letov. Veš, ko zdaj zamujam, mi mama reče, da sem kot ti, kar si bom zdaj končno lahko štela v čast. Vsakič, ko si se vrnil domov, si se v našem svetu težje znašel. Zadnjih nekaj let smo domači opazili tvojo stisko. Videli smo te ujetega med 2 svetovoma, med afriškim in našim. Nikjer nisi bil miren, nikjer doma. Zdaj ne boš več. Tvoj največji strah, da boš umrl v domu za upokojene duhovnike, pozabljen od vseh, se ni uresničil. Nisi izbral lahko, a živel si polno življenje. Želel si umreti v Afriki in biti pokopan doma. Kako lepo, da se ti je to uresničilo. Afrika je polna življenja. Kljub tragičnim dogodkom je smrt le del življenja, si govoril. Tudi na pogrebni maši za tvojo mamo, Viktorijo Lisjak, si iz žalovanja ustvaril praznovanje njenega življenja. Srečanje po njenem pogrebu z bratranci na Saksidu je spominjalo bolj na praznovanje rojstnega dne, ob obujanju spominov na nono in na skupna doživetja. Takrat sem pogreb odkrila na novo in mi prvič v življenju ni bil neprijeten. Naj bo tudi tvoje slovo
praznovanje življenja zato, da si omogočil na tisoče mladim življenje, izobrazbo in srečnejše otroštvo. Tudi meni. Kolegica in prijateljica sta mi ob tvoji smrti rekli, da imam zdaj angela, ki me čuva in vodi, in ne le jaz, vsi mi. Predstavljam si, da si tudi tam zgoraj ne boš dal miru, kar smo danes že slišali. In to je dobro za nas, da bomo v teh prelomnih časih nadaljevali s tvojo izjemno dediščino. Danes so med nami tudi gospod Pavel Zenišek iz sektorja za misijone pri vrhovnem predstojniku, pa gospod Gianni Uboldi, italijanski misionar, s katerim sta z Rajnim Danilom dobro desetletje skupaj delovala v Ugandi, ter gospod Henry Semakula, ravnatelj salesijanske osnovne šole iz Kampale v Ugandi, ki ga vabim k besedi. Good afternoon to you all. We are gathered here to mourn and pray for the soul of Father Danilo, but as believers, we are here to celebrate a life not only of a great missionary to Africa, but also life of a faithful disciple of Jesus and of Don Bosco. Dober dan vsem. Zbrali smo se, da bi žalovali in molili za dušo očeta Danila. Kot verniki pa smo tukaj, da bi proslavili življenje ne le velikega misionarja v Afriki, ampak tudi življenje zvestega Jezusovega in Don Boskovega učenca. I bring you the greetings and the condolence message from the provincial of AGL, Father Gabriel Ngendakulio and his council, all the confreres of the AGL province, members of the Salesian family of AGL, and all the faithful and young people he has dedicated his life to for the past close to 40 years of missionary life in our province, when we were still part of AFC in Congo, and now during the time after the creation of AGL, that is Rwanda, Burundi, and Uganda. But most especially from the Christians and young people of Don Bosco at Tede Gulu, Uganda, where he has served for the past 15 years. They are as well currently holding a memorial mass for his soul. They pray for you, especially the family and the beloved confreres of this province of Slovenia, benefactors and friends for your loss. Prinašam vam sožalje in pozdrave inšpektorja Inšpektorija Afrika Velika jezera, gospoda Gabriela, njegovega sveta, vseh tamkajšnjih sobratov, članov salezijanske družine ter vseh vernikov in mladih, ki jim je posvetil svoje življenje v zadnjih skoraj 40 letih misijonskega življenja v naši inšpektoriji, ko smo bili še del kongoške inšpektorije in sedaj v inšpektoriji, ki obsega Ruando, Burundi, Uganda. Zlasti pa prinašam sožalje od kristjanov in mladih iz Don Boskovega centra Atede v Guluju v Ugandi, kjer je deloval zadnjih 15 let in kjer v tem trenutku za pokoj njegove duše darujejo sveto mašo. Ob Danilovem odhodu prosijo za vas, zlasti za družino in tukajšnje žalujoče sobrate, za dobrotnike in prijatelje iz Slovenije. Father Danilo was a man whose life echoed the spirit of Jesus and of Don Bosco, an active and humble servant who chose the roads of Africa over the comfort of his home, and the cries of the poor over the uproars of the world. From the moment he set his foot on African soil, he saw not only hardships, but the face of God in every child and every faithful. With tireless energy, more than the schools, chapels, and the health centers that he built hope. He taught young people to read, to dream, and to believe in themselves. He offered not only bread, but dignity. He was not just a priest or a teacher, but he was a brother and a friend, a living Don Bosco who loved vocations. Danilo je bil človek,
čigar življenje je odmevalo v Jezusovem in Don Boskovem duhu, dejaven in ponižen služabnik, ki je namesto udobja v domači deželi izbral prašne afriške poti in krike ubogih pred aplavzom sveta. Od trenutka, ko je stopil na afriška tla, ni videl le nadlog, ampak tudi Božji obraz v vsakem otroku in verniku. Z neutrudno energijo je še bolj kot šole, kapele in zdravstvene domove gradil upanje. Mlade je učil brati, sanjati in verjeti vase. Ni nudil le kruha, ampak tudi dostojanstvo. Ni bil le duhovnik in učitelj, bil je brat in prijatelj, živi Don Bosco, ljubil je duhovne poklice. His days were long, full of activities, filled with sweat, laughter, prayer, and at times occasional heartbreaks. But he never wavered. Whether under the scorching sun or in the still of the night, his heart beat for the people he served, especially the poorest of the young people. He spoke their language, celebrated their culture, mourned their loss as his own. Even in illness and in age, he remained among them, refusing the comfort elsewhere. He lived a simple life, loved deeply. Unfortunately, he left us unexpectedly to the accident he got in Dima, in Dima near River Nile Bridge on his way back to Gulu on 25th April 2025 at 9 p.m. He left, but not without leaving behind a legacy of transformed lives and a church made stronger through his hands. He left without fulfilling his dream, that was the construction of Don Bosco's shrine. We pray that what God had started in him, he may bring to fulfillment. Njegovi dnevi so bili dolgi, polni dejavnosti, znoja, smeha, molitve in občasnih težav. Toda nikoli ni omahoval, ne glede na to, ali je bil pod žgočim soncem ali v nočnem miru, je njegovo srce utripalo za ljudi, ki jim je služil, zlasti za najrevnejše med mladimi. Govoril je njihov jezik, proslavljal njihovo kulturo, za njihovo izgubo žaloval kakor za svojo. Tudi v bolezni in starosti je ostal med njimi in tako odklanjal udobje zase kje drugje. Živel je preprosto življenje, globoko ljubil, žal pa nas je nepričakovano zapustil v nesreči 25. aprila ob 21. uri v Dimi, blizu mostu čez reko Nil na poti nazaj v Gulu. Odšel je, a ne brez zapuščine preobraženega življenja drugih in po njegovih rokah okrepljene cerkve. Odšel je, ne da bi uresničil svoj zadnji sen, to je izgradnjo Don Boskovega svetišča. Prosimo, da bi to, kar je Bog po njem začel, bilo tudi uresničeno. Today we remember not merely a missionary, we honor a disciple of Jesus and of Don Bosco. His life was his message, that in serving others, especially the young and the poor, we find our true calling. We thank the provincial and this province of Slovenia for giving Father Danilo an opportunity to realize his vocation as a missionary. We thank his family that supported him, nurtured him, and gave him out to the church. And finally, we thank the benefactors who supported him all through his missionary life and enabled him to accomplish so many projects, but also deliver so much help to young people in need. Thanks so much. Danes se ne spominjamo le misionarja, ampak tudi Jezusovega in Don Boskovega učenca. Njegovo življenje je bilo njegovo sporočilo, da v služenju drugim, zlasti mladim in revnim, najdemo svoj pravi poklic. Zahvaljujemo se slovenskemu inšpektorju in inšpektoriji, da sta dala Danilu priložnost za uresničitev njegovega misijonskega poklica.
Zahvaljujemo se tudi njegovi družini, ki ga je vzgajala, podpirala in ga dala na voljo cerkvi, in končno zahvaljujemo se dobrotnikom, ki so ga podpirali vse njegovo misionarsko življenje in mu omogočili uresničiti toliko projektov, pa tudi dostaviti toliko pomoči mladim v stiski. Iskrena hvala. May his example continue to inspire us, and may his soul rest in the embrace of God he served so faithfully. May his soul rest in peace. Naj nas njegov zgled še naprej navdihuje, njegova duša naj počiva v objemu Boga, ki mu je tako zvesto služil, naj njegova duša počiva v miru. Gospod inšpektor je iz Državnega zbora prejel tudi tole sožalno sporočilo. Spoštovani, z veliko žalostjo smo sprejeli novico, da je v prometni nesreči v Ugandi tragično preminil Danilo Lisjak, dolgoletni slovenski salezjanec, duhovnik, misionar. Njegovo življenje in poslanstvo sta pustila neizbrisen pečat ljubezni do Boga ter skrbi za bližnjega, zato je njegova izguba prizadela mnoge. Svoje življenje je posvečal širjenju evangelija ter s potrpežljivostjo in vztrajnostjo vzgajal mlade generacije, jim nudil varno zavetje ter duhovno vodstvo. Bil je njihov učitelj in prijatelj, vedno pripravljen ponuditi svojo roko ter deliti svoje znanje, vero in srce. S svojim načinom življenja, polnim molitve, medsebojne ljubezni in požrtvovalnosti, je druge z zgledom učil poguma, poštenosti in zaupanja. Njegova neomajna zavezanost tem vrednotam je navdihovala mnoge, da so spoštovali resnico in pravico iz dneva v dan postajali boljši ljudje. Dovolite mi, da žalujoči družini, sorodnikom in vsem, ki so ga poznali in cenili, v imenu Državnega zbora in v svojem imenu izrečem iskreno sožalje ob tej žalostni in nenadomestljivi izgubi misionarja in duhovnika Danila Lisjaka, ki ga bomo z globokim spoštovanjem ohranili v trajnem spominu. Magistrica Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora. Spoštovani sorodniki, sestra Francka in Nada, brat Vojko in Lovrenc, svakinja Martina z družinami in drugi sorodniki, spoštovani sobratje, salezjanci, dragi misionarji in misionarke ter vsi misijonski sodelavci in prijatelji pokojnega. V imenu Misijonskega središča Slovenije izrekam vsem iskreno sožalje o prezgodnjem slovesu našega brata, našega dobrega prijatelja in velikega misionarja Danila. Pokojnega Danila sem prvič obiskal leta 2019, ko sva skupaj blagoslovila šolo za več kot 1000 učencev. Vsem je hotel pokazati tudi vse njegove rešitve, kar se tiče sanitarij, prostorov. Vemo, da v Afriki so razredi mnogo večji kot tukaj v Evropi. Neutrudno je tako delal naprej in imel že projekt za izgradnjo zdravstvenega doma, v katerega se je potem vključilo tudi veliko dobrotnikov iz Slovenije, predvsem preko Radia Ognjišče ob sobotni Iskrici. Tega vemo, da je potem uspešno dokončal in so ga prevzele in mu dale dušo sestre iz Južne Koreje. Tudi ta zadnji projekt je hotel, da bi v njega vključil čim več slovenskega. Vemo, da mu je notranjo opremo delal naš umetnik Čemažar in je tako tudi s tem nekako nadaljeval vse tisto, kar je sicer prinašal v Afriko, svojo dušo in tudi vse tisto, kar je nosil v sebi. Hvala, Danilo, za tvoje delo, misijonsko navdušenje in zgled. Hvala za tvoje prijateljstvo in Bogu hvala za tvoje življenje. Naj se spočije tvoja duša od svojega neutrudnega dela v njegovem naročju. Dragi Danilo, kar odpeljal si se. Ne moremo verjeti, da ne boš nikoli več razgrnil orumenelih, 100-krat prepognjenih načrtov na naši studijski mizi pred pogovorom. Vem, da so ostali razgrnjeni, nedokončani in zaupamo, da bo Gospod
našel tiste, ki jih bodo znali brati. Bil si in ostal boš pričevalec, prijatelj, sogovornik, ki si ga vsak človek, ki dela v mediju pred mikrofonom, lahko samo želi. Tvoj glas, tvoj smeh, tvoj krepak stisk roke, tvoja lepa kot pesem, lepa vipavska govorica, načrti, vse ostaja z nami, Danilo. Hvala za priložnost, da smo mogli nadaleč ali nekateri od blizu, če smo imeli milost doživeti te zgodbe, priložnost pomagati soljudem. Hvala za to. Hvala za sladke ananase tam, za neverjetne zgodbe tukaj, za vse, kar si naredil za ta svet. Ko smo se srečali z akcijo Dobroti dajemo glas, si rekel, da ima pravo ime, da prinašamo zahvalo nas doma za vse zglede, ki jih misionarji imate, in vašo zahvalo za vse darove, ki jih prek Slovenije dobivate, kar gradite, kar delate. Zato hvala tudi v imenu vseh, ki so s teboj bežali pred smrtjo, v imenu tistih, ki si jim priskrbel šole, bolnišnice, vse, kar smo danes slišali. Doživljali smo, da si prinašal življenje in opozarjal na življenje z veliko začetnico, dajal ljubezen in učil o tisti z veliko začetnico. Neutrudno garal in skromno kazal na nebo, kadar je kdo opazil tvoje delo. Hvala, ker si polepšal svet. Vem, da bo še naprej bdel nad to tvojo ljubo Afriko, se glasno smejal ob nerodnostih, srčno spremljal vse, ki so šele zdaj spoznali, kaj si jim dal, kdo jim je bil poslan. Srečen s teboj, misionar, sem se veselil kot majhen otrok, ki ve, da ga bo nono po vaše dedek dvignil v naročje in mu povedal kakšno zgodbo, kdo ve katerič že, ampak vedno znova jo je rad slišal. Tisto lepo, najlepšo o dobroti doživetih, ki so dana malo kateremu. Tudi če je zapela harmonika, si bil vesel, pa ne bo to v Afriki ali doma, v Sloveniji. Komaj sem čakal, da shranim pogovor, ki sva ga imela, da ga opremim z glasbo in da ga spravim med ljudi. Afrika z misionarji je še vedno nekaj tako posebnega, da se skrijejo vsi danes opevani neposredni prenosi z YouTuba, aplikacije, dokumentarne oddaje. Premalokrat smo se dobili, še bi se pogovarjali s teboj. Bil si eden tistih, ob katerih si rečem, in kaj bom jaz pustil za seboj? Sadovi misionarja so pač takšni, da za prepričanje, da si pri Gospodu vera sploh ni potrebna, to je jasno vsakemu. Nam pa, ki nam je dana, verujemo, da je dano tudi zaupanje v to, da boš končno deležen tudi vrednega plačila. Danilo, odpoči si v Gospodu. Hvala za vse in potem ob koncu snemanja bi rekel, no upam, da se bo koga kaj prijelo. Ti dodaj glasbo, je rekel, pa bo. In veš, Danilo, prijelo se nas je, glasbo pa radici dodajamo, tudi na tem zadnjem srečanju, saj si vedno hotel tako, tokrat ne bo za poslušalce širom, ampak zate ob slovesu. Življenju si prestal veliko, bolečino si spoznal, a hrabro si svoj čoln krmari, viharje si odpočij si tam gori, tukaj trud je tvoj končan in z nebeškimi zbori poj Bogu, ki si mu predan. Tvoji smrti smo se zbrali, jokali smo, ker si šel. Zdaj bodo te
čudovali, angeli ko jim boš pel. Od Božji si tam gori, tukaj trud je tvoj končan. In z nebeškimi zbori, oj Bogu, ki si mu predan. In z nebeškimi zbori, oj Bogu, ki si mu predan. Z vodo in svetim duhom si bil krščen. Gospod je poklical redovno in življenje in duhovništvo, da bi izpolnjeval evangeljske svete. Naj te pridruži občestvu svetih. Tvoje telo je bilo Božje svetišče, naj ti Gospod podeli večno življenje. Predobri Oče, priporočamo ti rajnega Danila v trdnem upanju, da bo z vsemi, ki so v Kristusu umrli, vstal poslednji dan. Zahvaljujemo se ti za vse darove, s katerimi si ga v tem življenju obdaril. Bili so nam znamenje tvoje dobrote in občestva svetih v Kristusu. Milostno usliši naše prošnje in mu odpri rajska vrata, nas pa tolaži z upanjem vere po Kristusu našem Gospodu. Vemo, da na zemlji nimamo stalnega bivališča, zato sedaj pospremimo pokojnega brata Danila v grobu v upanju, da bo deležen Jezusovega vstajenja.
Telo Salezijanca, duhovnika misionarja Danila izročamo zemlji v trdnem upanju, da ga bo Kristus, ki je prvi vstal od mrtvih, preustvaril, da bo podobno njegovemu poveličanemu telesu. Z nebeško roso naj orosi tvojo dušo, Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Z nebeško vonjavo naj okrepča tvojo dušo, Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Gospod, ti si ga ustvaril, za svetišče Svetega Duha si ga posvetil, sprejmi ga v večno življenje po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Zahvaljujemo se ti za vse milosti in darove, s katerimi si ga obdaril, in ti vzklikamo: hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod. Za njegovo redovno življenje, s katerim je služil Kristusu in cerkvi. Hvala ti, Gospod. Za milost, s katero je pogumno izpovedoval evangeljske svete oboštva, čistosti in pokorščine in je bil zgled Kristusovega učenca. Hvala ti, Gospod. Za njegovo bratsko ljubezen, s katero si je prizadeval za mir v skupnosti in nas bogatil. Hvala ti, Gospod. Za vse njegove molitve in trpljenje, ki ga je daroval za nove duhovne poklice. Hvala ti, Gospod. Molimo, bratje in sestre, za rajnega duhovnika, misionarja Danila, za vse, ki počivajo na tem pokopališču, in za vse rajne Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše grehe, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Usmiljeni Bog, rajnega Salezijanca, duhovnika, misionarja Danila si poklical, naj vse zapusti in hodi za Kristusom po poti popolne ljubezni do tebe in bližnjega. Sprejmi ga v svoje kraljestvo, naj se v družbi svojih redovnih bratov veseli večne blaženosti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Hvaljen moj Gospod v naši sestri smrti, ki nihče v življenju ne uide. Blagor njim, ki počivajo v tvoji najsvetejši volji, zakaj druga smrt jim ne bo mogla storiti nič žalega. Gospod, daj mu večni pokoj In večna duša mu sveti. naj počiva v miru. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Marija,
Ti moja, tolažba sladka meni, siroti zapuščeni, dolini solzni si. Ko jaz se spomnim na te, se meni v prsih zrane, radosti nepoznane, zapolje mi srce. Radosti nepoznane, zapolje mi srce. Sladka mati moja, po tvojih rokih roma, po poti tja do doma, naj varno tvoj otrok. Ob koncu pa Marija, največ ljubezni tvoji, končani bodo boji, pri tebi bom doma. Končani bodo boji, pri tebi bom doma. Sem doma, oznanjuje ta, mi zemlja in nebo, in vsaka stvar lepo. Mi zemlja in nebo, in vsaka stvar lepo. Nebesih sem doma, od tega ne sveta, nebes se veselim, ja priti si želim. Nebes se veselim, ja priti si želim. Nebesih sem doma, a Jezus kronoga,